Lep pozdrav res vsem. A se zadnje se slišimo? Gospa, v redu? Bo, ne rabimo mikrofona, ne? Mislim, da se ne bi nekaj predstavljal, sicer, kaj pa vem, delam, letos je 15. leto, no, sicer, ker delam načeloma z ljudmi z različnimi težavami. Vsega skupaj 25 let, tako da nekaj je tega. Današnje predavanje je tako malo naštimano, je malo tako prevzetno, ne, za neki sodobni pogledi. Zdaj, tako kot je Sandra lepo rekla, ne gre. Vprašanje je, če boste kaj res zelo revolucionarnega zvedeli, vsekakor je pa danes namen v tem, da si med sabo povemo v bistvu tudi, kaj vas zanima oziroma kaj vi opažate na področju obravnav zasvojenosti. Tako da moj pogled je zelo moj, izhaja sicer čisto iz izkušenj oziroma za tem, ker se je v zadnjih 15 letih zelo veliko spremenil. Tako da res ni kritika obstoječih, ampak je kvečemu kritika duha časa, ki je zdaj povsem drugačen. Povsem drugačen, kot je bil, recimo, kaj šele četrt stoletja nazaj. Tako da tisti, ki ste že večkrat bili, veste, da pač zelo vas pozivam k temu, da sodelujete. Tako da ni namenjeno, da so vprašanja samo na koncu, lahko prekinete, lahko skomentirate. Super bi bilo, no, če razvijamo en tak zelo dialoški prostor, kar pomeni, da ste vi čist zelo pomemben del tega, ker niti ni predavanje, ampak je veliko bolj en pogovor. Zdaj na začetku, ja, nekaj okvira, ki sem si ga zamislil, to je spet tale papirček, ni velik. Dajmo, kaj se je tako zelo spremenil, tako kot jaz na to gledam. Pred tolikimi leti 3 glavne značilnosti. Zdaj, danes bomo veliko več govorim dosti bolj o kemični zasvojenosti, torej ne, lahko pa seveda nas cela debata odnese tudi v sodobne pojave nekemičnih zasvojenosti, kot je pač internet, kot je lahko hazard, kot je lahko kaj drugega, ampak načeloma je bil namen danes malo več govoriti o snoveh, ki jih vnašamo v svoje telo in ki jim rečemo, da je gač droge. Pred tolikimi leti, 15, recimo, ko sem začel, je bila scena, ki smo jo običajno srečevali, recimo v Ljubljani, je bilo to, da so bile skupine ljudi, ki so uživale droge, so bile zelo dosti ostro ločene in je nekdo užival eno snov, katerokoli že pač takrat, bilo jih je tudi seveda veliko manj, če rečem že sam na tržišču, ampak uživali se recimo eno. Te skupine, subkulture se med seboj niso ne vem kako družile, so imeli tudi dosti drugačen socialen moment, odhajanje, skratka družba in so bili lahko to recimo ljudje, ki so bili večinoma recimo na heroinu, bili so nekateri, ki so uživali kokain in bile so pač druge subkulture, ki so obstajali. To je bilo še vedno tako malo zelo old school, malo tako stara šola. Razvili so se takrat seveda v Sloveniji določeni programi, ki so bili narejeni na način, da pač se je nekdo zamislil, kaj bi bilo dobro za nekoga, ki je uživalec droge, ki je zasvojen, kaj bi bilo za njega dobro. In v te programi so bili različni, si se pač vključil ali si pa iz njega tudi padel ven. Se pravi, ker nisi izpolnjeval nekih pogojev. Običajno, vedno je bila, skoraj za večino, je bila vedno predpostavka biti čist. Se pravi, najprej v bistvu se detoksicirati nečesa, se pravi, običajno, če se je le dobil prostor, v bistvu, odkar imamo kliniko, se pravi, si šel na ta kemični del detoksikacije in potem si se vključil v enega od rehabilitacijskih programov in kasneje, če si zdržal ta program, si v bistvu šel v reintegracijo. Takrat smo se tudi začeli zelo pogovarjati o tem, da so ljudje, ki jih dobivamo, da imajo tako zvano komorbidno situacijo, shemo. Komorbidnost, tako lepo najlažje, komorbidnost načeloma pomeni to, da imaš 2 diagnozi. Komorbidno. In sicer, da je zasvojenost z nečem en del, drug del je pa neka osebnostna, lahko tudi motna ali pa neka osebnostna karakteristika. Se pravi, to je bil že takrat izziv dela, da gre verjetno za ljudi, ki imajo že neko strukturno spremembo, na katero se je gor pravzaprav nacepla pa zasvojeno z eno snovjo. In pravzaprav tudi takrat nismo ne vem kako dobro vedeli delati kako s tem. Ampak je bila nekak doktrina, najprej se spucaš droge, potem se bomo obadali za tvojim psihičnim stanjem. Se pravi, nekak
skoraj vedno je bila ta najprej zrihtej ta del, bodi čist, abstiniraj, kakorkoli, vzdržuj abstinenco in potem se vključiš v program, kjer pa bi se lahko ukvarjali seveda tudi z recimo neko tvojo osebnostno strukturo. Ok, zdaj pa gremo za časovnim strojem, recimo teh 15-20 let v sedanjost. Jaz delam drugače načeloma največ zelo mladimi. Zelo mladimi, tako da, mislim, zelo mladi, moji so stari od 13 do 19 let. In vam zdaj mislim tako predstavite na tako klasično sliko njihovo. Recimo deklič, ki hodi k meni, uživa 30 različnih drog hkrati. Je popolnoma nekritična do tega, kaj uživa. Se pravi, uživa se tisto, kar pride. To je popolnoma drugačna situacija, kot smo jo poznali, kot sem vam rekel. Se pravi, da so bile te subkulture, tudi ko sem bil jaz mlad, so bile izrazito ločene. Druga stvar, ki je to, da absolutno odklanja katerigakoli od obstoječih programov, in to predvsem zato, ker te programi niso njej napisani na kožo. Izkazuje neko zelo jasno, individualno sliko, ki je toliko specifična, da v bistvu vključitev v nek program za njo nekako ne gre skozi. Ne želi. Recimo, med drugim sva imela tudi odhod recimo na psihiatrijo, ker se vam bom prav povedati, zakaj tudi, ampak tam je bil seveda eden od pogojev dežurne psihiatrine, je bil seveda najprej prenehaj z uživanjem droge, na kar je punca zapustila prostor. Pa še kakšno grdo je še prbila zraven, da pač vi res nimate pojma. Kar je tretja stvar, ki je veliko bolj pomembna, to so pač tudi zdaj debate za tujci, je to, da komorbidnost, se pravi dve diagnozi, je v bistvu popolnoma presežen pojem. Ljudje, ki jih mi dobivamo, imajo po 4-5 različnih situacij in se zdaj že govori o takozvani multimorbidnosti, se pravi multimorbidne, ta morbidnost ne vas ne zavede, to, da je to nekaj morbidenega v smislu zloveščega, ampak tak izraz je. To dekle, se pravi, ima izrazite motnje hranjenja, ima za sabo več poskusov samomora, je izrazito porezana in je možno, da ima začetek ene izmed osebnostnih motenj. Hkrati pa uživa teh 30 drog. V starem sistemu je praktično nemogoče razmisliti sploh, kako bi se tega lotili. Ker pravzaprav po domače niti ne veš, kje začeti. Vzpostavljanje absolutne abstinence vam lahko povem, da je nemogoče. Zato, ker tega ne bo naredila. Pri nas v društvu Brez limita, kjer se jaz predsednik, kjer se s tem ukvarjamo, se pravi, nismo nič revolucionarnega odkrili, ampak poskušamo pravzaprav prenesti izkušnje predvsem iz najbolj nekako uspešnih tujih klinik, čeprav to so klinike, ker ljudje potem živijo in je seveda, da ne govorimo o tem, koliko je to financirano, kar pa nas pač ni, se pravi ta izjemno multidisciplinaren pristop. Zdaj vam pa želim to predstaviti, kako se konkretno tega lotimo. Se pravi, zdaj vam to dekle imam nekako v mislih, jaz sem vam tudi toliko, sem vam dal nekih podatkov, da imate tudi vi verjetno neko sliko. In se pravi, tukaj v sredini imamo človeka. Imamo individualca, individuum, in imamo njene različne potrebe, katerim je med drugim tudi to, da uživa 30 drog. Okoli nje poskušamo zgraditi izjemno sodelujočo mrežo strokovnjakov različnih profilov. Kar pomeni, jaz sem sicer res po izobrazbi psiholog, ampak sodelujem, a pa želim sodelovati z zelo različnimi profili kolegov in kolegic, ki opravljajo različne dele njene problematike. Zdaj sem zelo zakompliciral situacijo, ampak situacija, v kateri je ta 16-letnica, ni enoznačna. Se pravi, vzrok za to, da je njo pripeljali v to trenutno situacijo, ni enoznačen. Tudi če bi vam dal zdaj vaše ideje, zakaj je to tako, ne vem, imate kakšno idejo, zakaj do tega prišlo, kakšne so vaše, vse ne poznate, kakšne so vaše ideje, zakaj? Kaj pravite, gospa? Ne, mogoče družinske... Mogoče družina, ok. Kaj še je mogoče? Zloraba. Zloraba? Dolgčas. Dolgčas? Dolžina. Užitek? Jap. Kaj bi še lahko pripeljali? Imamo že 4 razloge. Radovednost. Radovednost? Nesrečna ljubezen. Ljubezen, a? Šola? 7. Ja.
V bistvu ste dejansko z vsem zadeli, celo ti Martina, ki je rekla zloraba. Se pravi, 8 razlogov, ki so med sabo izjemno prepleteni. Ja, vsega je po malem res. Se pravi, je res, da pač njene družinske razmere mogoče niso bile idealne, mogoče niso bile toliko zelo ljubeče. Je res, da v šoli ta punca ni bila sprejeta. Je res, da je doživela neprijetno spolno izkušnjo, ki je v bistvu zloraba v času svoje adolescence, nekaj let nazaj. Je res, da je bila tudi radovedna, je res, da je bilo dolgčas, je res, je res, je res. Je res, da živi v tem času in prostoru, v tej čudoviti družbi, ki jo imamo zdaj, z vsemi vplivi, ki vplivajo na njo, tako preko omrežja, kot preko splošnih družbeno-kulturnih vplivov, ki jih tudi zaznava, zato ker je pač dekle je bistro. Se pravi, 8 razlogov in toliko izhodov ven, kot sem vam jih povedal, veliko različnih. Se pravi, ideja je v tem, da se okoli tega človeka naredi čim bolj prepletena resnična mreža različnih strokovnjakov, ki med sabo iskreno sodelujemo. Tukaj se pa stvari začnejo pol zapletati, saj v Sloveniji. Mi v Sloveniji ne znamo med sabo sodelovati, iskreno sodelovati, različni profili, ampak se običajno poskušamo strukturirati hierarhično. Čeprav moram reči, da je zdaj, to ni kritika, to je pa zdaj veliko boljš, kot je bilo, predvsem veliko, jaz srečujem nekaj pač mladih, recimo psihiatrov, psihiatrin, ki nepredstavljivo veliko bolj sodelujoče pristopajo tudi do nas, ko smo navadni šalabajzeri iz filofaksa. Kaj pa šele do kakšnih socialnih delavk? Kaj pa šele do laičnih svetovalk, ki pravzaprav nimajo neke formalne izobrazbe, imajo pa življenjsko izkušnjo. Tako da nekaj stvari absolutno gre veliko na boljš, ampak se pravi vzpostavitev te platforme okoli človeka je stvar, se pravi, sodelovanja in pa seveda pripravljenosti te osebe, ki je v sredini, seveda to je pa ta klasična motivacija, da želi nekaj spremeniti. Ne glede na to, kaj sem vam rekel, dekle želi izrazito spremeniti svojo situacijo. Se pravi, to ni odklanjanje vsega, je pa absolutno odklanjanje institucionalnega. To pa zaradi tega, ker ima zatem že izkušnje. In te izkušnje žal niso bile dobre. Se pravi, katerokoli zapiranje v neko inštitucijo, v hospital odpade. Že bila tam, ni v redu. Zdaj, jaz vam govorim teoretično, kako bi to moralo biti. Se pravi, zgraditi tako mrežo, namreč vzorc, ki smo ga vzeli, oziroma te klinike, ki delajo v tujini, kjer so v bistvu samoplačniške za enormne denarje, večinoma so pač v ZDA, delujejo na tem principu, da je pravzaprav kot bi Lego kocke zlagal. Ko pride človek, se naredi zelo hitra ocena stanja te osebe. Kaj ta oseba v resnici potrebuje? Na podlagi te zelo hitre ocene se kot bi une možičke iz Lego kock se zgradi ta mreža. In tukaj je v bistvu bistvena razlika glede na mogoče malo starejše poglede, na programske poglede na zasvojenost. Nekateri ljudje dejansko ne potrebujejo socialnega delavca, ker ga ne. Nekateri ga pa zelo potrebujejo, zato ker je en del njihove problematike povezan z socialnim delom. Nekateri ljudje nujno potrebujejo tudi delovnega terapeuta. Zaradi tega, ker je lahko prišlo, ne govorim zdaj o tem dekletu, ampak nasplošno, ker je prišlo skozi cela leta do določenih težav, ki so povezane, ki so čisto somatske in je pač delovni terapeuti sodobni, delajo zelo super stvari, ki ti omogočajo veliko večjo gibljivost, pa tudi delovno pripravljenost in tako naprej. Ali ta oseba dejansko potrebuje mene? Pa se je možno, da tudi ne. Kaj šele, če jaz njej ali pa njemu sploh ne ustrezam? Dobro vemo, da pač temelj vsega, kjerkoli je odnos. Odnose pa naredi med dvema človekoma, ki obstaja ali pa ne obstaja. In ni moja krivda, ni njena krivda, ni od nikogar krivda, ampak včasih stvari pač ne grejo skupaj. Kar pomeni, da ideja je v tem, da imaš lahko celo polico teh mehnih možičkov iz Lego kock, strokovnjakov, ki jih okoli človeka zložiš glede na njegovo individualno sliko. Na podlagi tega se naredi zelo detajliran načrt pomoči. Kaj se pravzaprav na določenem področju v resnici potrebuje? Težavo, ki jo imamo mi v tem, je to, da smo zelo hitro pokroviteljski. Mi vemo, kaj nekomu pomaga, kar v bistvu ni res. Mi nič ne vemo. Jaz ne živim v koži ne tega dekleta, ne vseh svojih ostalih strank, jaz ne živim njihovega življenja, živim svoje življenje.
kadarkoli se postavim na zdaj sem tudi to zdaj zaradi kamere, ampak nočem biti nad vami, ne, želim, da se pač pogovarjamo, moram biti dol. Ne želim biti, da zdaj pa mi, ki smo hodili pa na psihologijo, pa vemo, kaj je z vami narobe. To je sranje. Mi nič ne vemo o vašem življenju. Vi veste nekaj v svojem življenju. Mogoče si ne znate pomagati. Tako kot si ta dekle si pač ne zna najdeti nekih virov pomoči. Zdaj, to je načeloma vse skupaj bolj ali manj na papirju in v praksi neizvedljivo, načeloma zaradi tega, ker ni finančnih sredstev. Zato, ker seveda, zdaj si pa zamislite, ne, podpirati mrežo 4 ljudi, kjer bi moralo v bistvu seveda, pogoj bi pa bil, da se dobimo enkrat na teden, ne enkrat na 3 mesece, ne enkrat na, ne vem, naslednjič pridite pa 15. decembra, pa kako ste. Ne. Edino, kar je res uspešno, je enkrat na teden, kar pomeni, da potem bi se pa treba videvati, da ne govorimo o tem, da naša taka še malo višja, če ima kdo slučajno kakšno dediščino, kar pa se dobimo tukile, eno bajtico, pa pač kliniko, ampak to je praktično v tem našem svetu v Sloveniji neizvedljivo. Tako da, v bistvu, naša usoda trenutno je v tem, da smo pač čisto samoplačniški, kar pomeni, da si take mreže pač nihče ne more prvoščati. In kar je tudi zanimiv, zaenkrat, če vsi poskusi kogarkoli prepričati, pa govorimo predvsem o ministrstvih, da je to ustrezen način pomoči, so naleteli na zaprta vrata. Meni se zdi, da pač, zdaj jaz vas gledam, pa se mi zdi, da kar nekako razumete, kaj vam razlagam, ampak tisti, ki jim jaz ponovati razlagam, sploh ne razumejo, pa razlagam. Nočejo. Ja, no, ne vem, ampak meni se zdi, da je zadeva zelo preprosta, da je zelo človeška in to je koncept. Pri meni je v pisarni visi visi na steni oziroma na nekem papirju in je pač samo papir. Pri čemer ves čas tiste povezovalne črte so v tem, da pač vsi ljudje, ki sodelujejo v tej mreži, morajo biti sposobni imeti empatičen odnos do osebe, s katero delamo. To je pa res, no, se pravi, ljudi, ki imajo predsodke okoli zasvojenih, ki imajo pravzaprav stereotipe in predsodke okoli vsega tega, kar se dogaja, recimo mladim osebam pač ne morejo tega delati. Delajo pa res, delajo in počnejo v njihovem življenju je res veliko vsega. Tako da odnos vzpostaviti, se pravi, včasih klikne, včasih ne, na tem našem obroču eno tako iskreno strokovno sodelovanje, odkrito, kjer pravzaprav vsi vemo, da delamo za isti, da je pač vnaprej dogovorjen, kaj ni bi bil cilj, vse načeloma cilj je abstrakten, izboljšati bivanje osebe. Tako da, recimo, jaz seveda ne od svojih večinoma ne zahtevam abstinence, ker je ne morem. Zato, ker pač ne morem jeti v isti koš, kot so ljudje, ki to jim govorijo, recimo, na psihiatriji. Ne morem tega doseči. Jaz vem, da bi bilo dobro doseči prenehanje uživanja določenih drog. Ampak ne morem s tem štartati. Lahko pa ves čas skrbimo za neko podporno mrežo, ki je včasih zelo, zelo običajno človeška. Se pravi, človeška je pa, ne vem, zdaj bi vam lahko rekel, recimo, o čem se vse pogovarjam, mogoče se vam bo zdaj čuden, ampak glede na to, da tole dekle se zdaj ni porezalo, na zadnje pred 4 meseci se jo so pač šivali, tako da zdaj se ni porezala 4 mesece, da je eden od dogovorov, ki jih imava to, da si bo dala simbolično tetovažo na brazgotine, s katerimi bo pač simbolično prekinila s tem obdobjem svojega življenja. Marsikomu od vas se bo mogoče zdaj to pač čudaško, ampak pač taki čudaki smo, to delamo. Eden od dogovorov je seveda posneti en komad glasbeni, glede na to, da je to zanima. Skratka, ta mreža je zelo kreativna in ni nujno tako zelo strogo psihološka. V mreži noter so tudi kolegice, ki so filozofinje. Jaz se je izkazalo, da pač delati z zelo mladimi magistrami filozofije je izjemno plodno, zato ker je to ena od stvari, ki nam jih izjemno manjka v tem času in trenutku, neka eksistenčna vrednost tega življenja. In filozofi imajo ene dosti v redu odgovore na to, ali pa so vsaj sposobni držati en pameten, intelektualen pogovor z pametnimi mladimi ljudmi. Pa pač ne sikajo, pa ne, ampak so pač pripravljeni v dialog. Tako da ta, recimo, množica ljudi je zelo pestra. V njej so športniki. Ravno pred 14 dnevi, recimo, pač to je bil kar zelo, moram reči, zelo čustven moment, ko je
eden od teh dečkov recimo pač povedal, da zdaj 2 meseca ne uživa nečesa, zato ker je spoznal enega od svojih športnih idolov. Pa to ni nek vrhunski, to ni zdaj Dončić, tako, tega ranga človek, ampak nekdo, ki se redno ukvarja z športno aktivnostjo, ki ga on pozna in ko ga je prvič, ker mu je bilo obljubljeno, da ga bo spoznal, pa to pač človek je tudi precej, moj kolega, športnik je precej zaposlena oseba, pa je 2 meseca trajala, da je prišel, ampak s tem smo in je bilo tako, vsem nam je bilo tako pravzaprav Madonna, ne, noben nikoli pogruntov temu fantu, da pač mogoče pa dobro, če spoznaš nekoga, ki te mu da roka pa reče, ti boš vse naprej pri meni treniral, ker mu je tudi res ponudil, ne, brezplačen trening športa, ker je takole, ništrc. Ampak če ti pa nekdo pove, da zaradi tega pač nečesa 2 meseca ne počne, bi nam pa lahko mogoče se malo lučka pržgala, ne. Ta zelo, bom rekel, zelo človeški kontakt prinese zelo veliko. To je teorija. V praksi je ponavadi tako, da mogoče navrata, da sva 2 v tej mreži, pa seveda je zaenkrat ogromno narejenega tudi volonterskega dela, ker enostavno, če vse to gre na pleča staršev, je v bistvu nemogoče. Tako da prej smo se hecali okoli tega, kakšni prav bogati ne bomo od tega, ne. Bi bilo sicer zelo super, ne, če bi kakšnega pametnega sogovornika najdel na nivoju države, ampak zaenkrat s kolegi nam to ni ratalo, s tem, da res ta mrežica se kar širi, no, o tem se pogovarjamo z kolegi iz mladinskih centrov, ker enostavno dotok mladih z temi multitežavami je ogromen. Tudi v psihiatrično kliniko, kjer tudi sami spoznavajo, da enostavno teh večkratnih zgodb enostavno ne morejo več obvladati, zato ker nihče ne ve, kje se zadeve lotiti. In to ni nobena skrivnost. To povejo moji kolegi, ki delajo v polju, da enostavno to ni tisto, kar sem jaz študiral na faksu. Tiste diagnoze, ki smo jih imeli, bo zelo fajn, enostavno. Te slike so prepletene, zapletene, pri mladih mi večinoma srečujemo iz tega vidika, se pravi motnje hranjenja, oblike samopoškodbenega vedenja, lahko tudi kot kronična anksioznost, seveda tudi zloraba snovi, da ne govorimo pa sploh o nekemičnih zasvojenostih. Veliko je vsega. Kaj pa volonterji delajo, oziroma so psihologi proti? Tako, volonterji, super. Volonterji, recimo, trenutno volonterki sta dve psihologini, ena je pa laik, čisti laik, v bistvu študira pravo. Ja, in kaj je recimo kaj? Druženje. Zato, ker ta socialen moment, ne, zakaj je to pomembno? Zato, ker zdaj, če govoriva z pozicije nekoga, zdaj bomo spet malo se zamislili to deklico, ki imam zdaj v glavi, ne. Ona je pač že v prvem letniku srednje šole izjemno hitro pogruntala, kje se da v Ljubljani dobiti snovi. In to so pač, vsi, ki s tem delamo, točno vemo, kje so lokacije, ne rabimo se kaj slepiti. Lokacije so tlele v bližini, tup. Se pravi, če greš tja, se izjemno povečuje verjetnost, da tam nekaj kupaš. Ja? Ker je tam pač enostavno scena, če si star 15 let, vsi te poznajo, ali pa veliko ljudi te poznajo, je izjemno težko vzdrževati za neko abstinenco, če greš točno na lokacijo, kjer se zbirajo dilerji. Ampak oseba bi recimo zdaj čez poletje bilo pa fino, da bi hodila ven. Se pravi, da bi šla v en tak normalen socialen okvir, početi stvari, ki jih pač počneš, ki ni nujno povezan to z drogo. In to je recimo ena stvar, ki se gre z laikom. Na normalen jazz koncert. Na predavanje v koš. Recimo. Ne vem, samo na čaj ob Ljubljanco. Spregledujemo ta čisto enostavno, tak čisto medčloveški kontakt. Tako da to počnejo. Zdaj, za psihologinje, ki sta v bistvu obe dve mladi magistri, je pa dejstvo, da se tudi učita tega principa, tako da sta včasih tudi zraven, tega res ni veliko. Učitelj kitare bi lahko bil. Ideje so zelo, če bi nekdo bil, če se izkaže, da je to, da bi se nekdo rad naučil kitaro, bi bil učitelj kitare, ki bi pripravljal nekomu 1 uro na teden cajta za tega, da ga bo naučil, bi bil super. Ja. Kaj moš pa narediti, da si prostovoljec?
Ok, zdaj mi sezono končujemo, tako da naslednja sezona bo septembra. Narediti nič drugega, kada pač pošlješ na mail in potem narediš usposabljanje pri meni. Kaj zafrknemo, ker sem zelo strog. Ne, eno tako osnovno usposabljanje dela z ljudmi je, ker predvsem, no, mislim, načeloma je fajn, da je, se pravi, ta empatičen odnos do sočloveka je fajn imeti, ta mali seminar nekega usposabljanja dela z ljudmi je precej enostaven, sam je pri meni res pogoj, da ga nekdo naredi. Predvsem zaradi tega, ker je zadnji del seminarja so tudi etične dileme in do kakšnih težav lahko pride. Ker delo z ljudmi pač ni enostavno. Tako da je en tak šeststopenjski, 6 modulov enega tazga izobraževanja. Pa drugače, glede na to, da nas je v društvu 8, morajo biti tudi moje kolegice za to, da pač želujemo na neke vrste demokraciji, moramo se strinjati, no, ampak daš ni to težko. Nimamo pa nobenega navala, ne, kdo bi si misli. Ne se ni. Tako da, ja, mislim... Torej, če sem jaz prav razumel? Povabljen. Septembra. Ja. To pa zato, ker zdaj čez poletje se v bistvu res se stvari malo umirjajo, ne, tudi zdaj res, zdaj imamo še 3 dni, pa so, ampak je tako, ne, zdaj bo, tudi moji bodo, nekateri bodo pač enostavno šli na morje, tudi uporabniki, ne, tako da, zdaj je ta poletna scena, zdaj je počitniška, no, tako da, ravno jutri sicer zaključujemo s to rundo prostovoljcev, ki jih je bilo zelo malo. No. Koliko je pomembna starost prostovoljca? Ne, to bi bila pa diskriminacija po ustavi Republike Slovenije. Diskriminirati. Ne, sam... Ne. Jaz mislim, da starost je čisto nepomemben faktor. Jaz mislim, da je nekdo, eni so mladi, pa so tako rigidni v glavi, da je za znort. Nekateri stari so zelo starejši, so zelo odprte glave, nimajo predsodkov. Starost je... Ne, to se zelo hitro vidi, če nekdo naveže, ta kontakt ga naveže. Mladi so zelo dober lakmusov papir, zato ker čez nekog se pač ne bo pogovarjal in ga pač briga. Lahko govoriš karkoli, ne bo. Ker vidi, da iz naše drže, iz našega vsega vidi, ali pa vidi, da je to človek, ki mu se da dati šanso, pa so še vedno malo previdni, ne? Ampak zlaufa, sčasem kar zlaufa. No, Lušten, ste rade že... Ti se boš kaj prijavil? Valjda? Ok. 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 Tam moraš razumeti. Imam supervizori. Ok. Ja, drugač, no, mi vsi v društvu imamo svoje osebne izkušnje. Ja, jaz jih imam tudi. Ja. Tako da nam je akademsko znanje brez osebne izkušnje se zdi plehko. Jaz mislim, da ne to ne pomeni, da mora se tu zdaj ne ukvarjam z drogami že 19 let, ampak mislim ukvarjam, ne delam nič tasga, ampak ne pravim, da je treba pa zdaj nekaj biti, ampak biti brez osebne izkušnje je malo plehko. Mene na faksu niso nič tega naučili, imeli smo en predmet, ki je bil neumen, ni teorija, mora biti praksa. Praksa brez teoretičnega znanja je pa lahko nevarna. Tako da to dvoje skupaj, tako da pri nas smo vsi z neko osebno izkušnjo, ne pomeni, da je treba biti pač, ne vem. Tako da načeloma ta program zasvojenosti imam jaz čez, no, ker druge programe imajo druge kolegice, pa ne zato, ker bi bil toliko zelo globok v tej sceni, ampak malo sem jo pa le povohal od znotraj, da poznam, ne moram reči, da nisem nikoli v življenju nič užival, ker bi bilo neumen. Tako da, ja, fajn imeti, za tako delo je fajn imeti osebno izkušnjo. Ne pravim, da je to svetinja, ne pravim, da je to Biblija, ne pravim, da je to mora biti, pa če sem prav, kako mi delamo. Nam se to izkazuje kot čisto okej. Ja, dajte še kaj vprašati. Ja. Mladostniki pa hodijo na tedensko, v bistvu kot oblika druženja? Ne. K meni hodijo na psihološko svetovanje. K meni. Jaz sem tisti del, kjer pokrivam dejansko razbijanje vzorca, zakaj je do tega prišlo. K meni. Tlej so opravljala svoj poklic. Nekdo k nekomu drugemu lahko pridejo na druženje. Se pravi, ta mrežica, ne, to je zelo idealizirana slika, se me razumete, ne? Nismo jo še, ne vem, mogoče, no, pri tej, ki sem jo danes izbral kot neke vrste primer, mogoče, da se zdaj gradi malo bolj sestavljena zgodba,
Ne, k meni hodi na, v bistvu, na psihološko svetovanje. Tako da ne k meni na druženje. In to se tudi ve v štartu. Se pravi, zakaj? Zaradi razbijanja pač vzorca, ki pripelje do zasvojenega vedenja. To tle. Ampak ne, se ne fokusiram na ta del, pač tak je moj delo, da bi pač kakorkoli ukazoval, da nehaj karkoli početi. Razen edini pogoj je to, da na srečanje pač ne smeš prijeti zadeti. Tudi pijan ne. Zdaj, kaj je bilo pa prejšnji dan, pa jaz tako, recimo, jaz sem izjemno proti testom. Meni se zdi testiranje ljudi poniževanje. In ne bi nikoli rad prišel v situacijo, da me neko reče, daj se mi polulati. Zato je pač zaupanje je fora. Vse pač itak delaš za svoj life, to ni moj life. Jaz vidim, toliko poznam, če nekdo pride pač počen, da pač reče pač sorry, tole danes ne gre, tako da pa je tvam. Tako da mislim, da te meje med visokopražnimi in nizkopražnimi programi se v bistvu zelo brišajo. To je pač, tako kot smo včasih govorili, trde, mehke droge, to je vse skupaj šlo adijo. To, kar je zdaj na sceni zunaj, je vse živo. Tako da te trde in mehke, ko so mene učili, to je pase. To je, tako da... Sem še jaz nekaj dodala. To je vse super, kaj govoriš, jaz bi samo dodala tole, da tudi mi se ukvarjamo s takimi primeri kot ti, ne samo mi, ampak je veliko teh organizacij. In to mi je zelo dobro, kar si rekel, da bi med sabo vsi se povezovali, sodelovali, ker nimajo vsi istih potreb, predvsem mladi, tako kot si rekel, ti prideš v stik s takimi, kar res rabijo neko nujno pomoč, bi rekla, in jim greš nasproti, kolikor lahko moreš. Mi pa recimo, ko smo sofinancirani od strani ministrstva, ker uspemo dobiti mogoče nekaj sredstva, imamo tudi pogoje, kako mora biti in kako program mora potekati. Ja, se to je tudi težava. Zato mogoče imaš več svobode. Sem to je ravno tisto, kar je narobe. To je tudi, jaz glede tega, meni to, kar pač ministrstvo diktira, to je pač bullshit. Veliko kreativnosti rabimo tle, veliko inovativnosti, tle se strinjam, samo nažalost politični sistem je preveč tog, bi rekla, in mogoče rabi več časa. Več kot nas je, da delamo dobro, jaz mislim, da bomo napredovali. To zdaj že 25 let traja, tako da med tem nam bodo mladi že nekam ušli. Ne, mislim, zdaj vidi reči tako, recimo, mi tudi dosti odklanjamo prijavljene na razpise. Smo se samo enkrat prijavili kot društvo, pač odklanjamo ta sistem tega, da se pač organizacije in delavci med sabo koljemo zaradi isti kos pogače. Zato, ker Bogatin da par jurčkov, Sandra, in potem se pa mi vsi zagrebamo za tistih par jurčkov in smo vsi veseli. To je v bistvu ponižujoče do našega dela. Se strinjamo, ampak ne moremo drugače. Meni je pač čisto vsem, zato, ker vem, da to smo šli enkrat čez to rundo razpisal in smo pogruntali, da to za nas ni enostavno je preveč, tako togo, zato, ker se to, kar vam zdaj razlagam, se pa res, tle pa je problem. V tist, ki imaš 1400 znakov, ko je treba napisati razpise, pa ne da napisati. Ravno zato, ker tega ne moram napisati. Zato, ker noter ni Marije, Petre, Tomaža, zato, ker Tomaž rab to, Petra rab pa to. In tega pač ti, ki talejo denar, pač ne razumejo. Enostavno ne da se ljudi ukalupati. In če rabim učitelja klavirja, ali nekaj se reko kitare, ga bomo pač probali poiskati, ampak tega učitelja kitare ni v razpisni dokumentaciji, zato ker hudiča tega človeka jaz nimam še. Jaz ga bom imel takrat, ko bom videl na potrebe osebe, ga bomo začeli iskati. Kdaj bi bilo to nemogoče vzdrževati tako mrežo. Ampak to, tle začnejo pa kar tako, varovalke začnejo delati, pa ne razume. Se pa strinjam, se tako pač je, sam nesplošno, to je zelo moje osebno mnenje to, da pač zavist in med ljudmi, ki delamo za svojenimi, je podlaga tega, ker se pač moramo boriti ali pa se morate boriti za isti kos denarja, kar je zelo žalostno. In ta kos denarja je zelo mečka. Jaz osebno nimam občutek, da se mi nekaj borimo, pač vsak dobi en svoj del in mislim, da pošteno in odgovorno pravimo svoje delo, ampak ti mogoče imaš to prednost, da si iz tega izstopi in imaš veliko več svobode. Pa veliko manj denarja. Ne, tako se ne da preživeti, za preživetje to ni, to je sama ideja. To je pač, kjero igro sprejmeš. Eno igro sprejmeš, ta sicer navidezno je bolj svobodna, prinaša pa sabo zelo veliko drugih minusov. Tako da, sedaj z lahkoto pol lahko to rečem, ampak nekaj me nobene drži za noben del telesa, ampak je tako,
Dajte še kaj v zvezi s tem, kaj vas je Kot kaj ste zanima? od teh zasvojencev, recimo, če se dvom, da imate evidenco, ampak vse, takih, ki so se začeli drogirati ali zaradi važnosti, ali zaradi dolg časa, ali kaj s tem, skratka brez veze, ali pa zaradi tega, da ti se izkažejo pred prijatelji in podobno. Tako, da, mislim, to, da z nečem probaš, je dostikrat ta motiv. Ne? Ta motiv, ki ste ga omenila. Kasneje je pa veliko bolj zapletena slika. To je, mislim, ena ta naših stereotipnih gledanj na to, da to je pač, ne, začne se lahko tukaj, ampak prej ste našteli za to dekle 8 vaših idej. Zakaj je njena kombinacija, da je pripeljala v tej točki do tukaj, kjer je. In ste imeli prav. Ne? Vse je to, so majhni koščki sestavljenke. Ampak da bi zdaj nekdo Da imeli vsi psihične težave, to imamo, da imeli vsi psihične težave. Ja, to je pa tisto, kar pri nas nočemo priznati. Ja. 20% vsaj populacije ima težke psihične težave. Večinoma in ne zaradi genetike, in ne zato, ker so pokvarjeni, ampak v veliki meri, ko se z njimi pogovarjamo, zaradi dejansko družbe, v kateri živijo, zaradi pritiskov okolice, ki je na njih. Lahko je družinsko, lahko je medvrstniško, lahko je splošno, ampak zato, ker je, zakaj, recimo, moji večinoma imajo za sabo poskuse samomora, stari 13 let. To se ne hecajo, ampak hočejo si pač končati ta življenje, zato, ker tukaj ni kaj za živeti. A veste, kaj smo mi naredili iz tega? Iz leta 91 pa tako naprej, kako smo, ne? Mi generacije uničujemo, brez heca. Vse nam odhajajo, v veliki meri nam odhajajo tujino. Ampak drugače, ti, ki so pa tukaj, zakaj mislim, da so oddelki tako polni? Drugače pa tako je, tudi mlajši recimo veliko bolj odklanjajo seveda medikamentozno, ne marajo se pač preveč ukvarjati s tableti, ker recimo moja generacija še vedno en cel kup svojih problemov raj spravlja pod preprogo s tem, da jemljajo zelo močne tablete, recimo moji, kar je za mene včasih tudi grozno. Kaj pa včasih so obstojali te kolonije v Italiji, recimo pa kaj si? Komune. Ja, zdaj, seveda, komune še vedno obstajajo, imamo jih tudi v Sloveniji. Obstajajo, se tudi spreminjajo se malo, zaradi tega tudi, ta scena starih heroinskih junkijev je šla. Tega nimamo več. Imamo zdaj stare, ki so bili, ali pa so še vedno na heroinu, ali pa mešajo se živo, ki so mojih let in so zelo bogi. In imamo zdaj žal naval zelo mladih, ki so začeli ponovno jeti na heroin. Ampak to, kar je bilo v komuni, je bil pač ta umik iz tvojega socialnega okolja. Ta ideja, mislim, da je malo paseno. Mislim, da je ta ideja ravno zato, ker tudi motivacija za to, da greš ti v komuno, običajno ni bilo en del prisile noter, ampak načeloma si spoznal, da v tem svojem socialnem okolju ne moš več funkcionirati, lahko si bil tudi noro zadolžen in da bo treba pač enostavno potegniti rep med noge in iti. In seveda je prijeti v en zelo oster, rigiden sistem, ki sta bila pa načeloma dva sistema, se pravi, eno so bile tako zvane delovne komune, kjer je bilo zelo malo dela na skupinski dinamiki in terapiji, ampak se je delal in je bilo delovni režim, in druge, ki so bile terapevtske skupnosti, ki so bile veliko bolj povezane z reševanjem odnosov, z družinskimi odnosi in tako naprej. In imeli smo pač laične in klerične, tako da ta segment je še vedno tako obstaja. Ampak moji ne bodo zapustili in ni razloga, da bi zapustili, ker je scena drog se je čisto spremenila. Ta, recimo, ujetost v heroinski krog je bila takrat zelo drugačna, kot je pa zdaj ta multiplastna scena mojih mladih, ki uporabljajo vse živo, prosto ti si hotla. Ja, vi obravnavate osebo, ki je zasvojena, ne? Recimo? Ni pravi izraz. Vi sodelujete z to osebo. V končni fazi morate sodelovati z njo, ne glede na to, in sodelovati. Ja. Samo z njo ali tudi z družino? Zdaj tudi sam, kako ljudje pridejo. Zdaj, moram reči, že eni mladi dejansko pridejo sami. In, sem vedno odgovoril, jaz približno. Pridejo pač samo iniciativno, zato ker so pač nekje so me videli in potem, ali pa jim je friend povedal, da od frienda friend je nekaj hodil, pa to, kar gre.
Veliki pa seveda tudi dejansko prepeljajo starši. Ne? Ko pridejo oni kot iniciatorji, ampak jaz recimo ne delam družinsko in meni se zdi pač družinski princip neustrezen. Zdaj pa so se dvigali v prvi. In to zaradi tega, ker sem zelo pristaš in tega, da gre za individualca, ki mora poiskati svojo pot v življenju. Se pravi, gre za njegovo osamosvojitev. To ne pomeni, da se z njimi ne pogovarjamo. Jaz sem zdaj vam šibal z enega srečanja z staršema in zdaj junija imamo sploh celo serijo srečanj, kjer mladi pač pridejo na neko srečanje, ampak niso vključeni v ta del. Je pa res, da dve kolegici, ki sta terapevtki v društvu, ki sta bolj usmerjeni na delo z odraslimi, jaz namreč z odraslimi ful ne morem delati, jih imam poln kufer, jaz imam ful delati mlade, ne maram več toliko odraslih. No. One da potem, če je potreba, prevzameta ta del. Ampak tudi to se izjemno redko, ker ponavadi so starši, ki pridejo, pa če je zelo nazorično, ono skoraj da politi čez vrata, pa dajte nekaj zrihtati, ker ta naša je malo nora, ne? Ali pa ta naš je malo nor. Zakaj pa ne marate odraslih? Zakaj ne maram odraslih? Ne, da jih ne maram. Ne. Težko mi je delati z njimi, kaj pa vem, malo tudi zaradi tega, ker tega sem zelo veliko delal. No. Ampak to, da so včasih te vzorci, s katerimi prihajajo tako ukoreninjeni, da jaz niti nimam dosti znanja pa dosti tehnike za tega, da bi... Jaz nisem psihoterapeut. Tako da dve, ki delata pri nas, obe dve sta psihoterapevtki, oni dve z veliko veselja. Jaz so te mladi so meni pač fajn. No. Tako, jaz imam rad, ker so dinamični, kreativni, duhoviti, prinašajo nekaj novega. Kaj pa vem? To je del tudi tega, da verjetno tudi jaz nisem čez dozorel ali pa kaj takega. No. Ker bo verjetno držalo. Ja, no, sej, mislim, ne da vam kaj proti, ampak težje mi je delati z odraslimi. Ne vem, sploh pa še zaradi tega, ko sem delal na oddelku za družinsko nasilje, kjer smo imeli pa ločitve in tako naprej in tega sem se malo nažrl. No. Tako da, so težki vzorci in rekel, da včasih nimam potrpežljivosti za to. No. Tako da ja, ne delam pa družinskih srečanj, razen po potrebi, v bistvu je tako, ne. Mlad človek, ok, družina, ok, če želi, se lahko pa starša pogovarjata v našem društvu, ampak pa nekom drugem, ampak ne skupnih srečanj. Zato, skupna srečanja so se izkazala kot totalno neučinkovita, ker gre za lajanje ena drugega in potem neprestano neko ustavljanje, sploh če sta dva, ki sta zelo močna, poskušate najstnika preglasiti, lej, smo ti že zdavnej rekli, in to je, mislim, se ne da tem policaja špilati, potem tako stop. Se po določenem času se zna komunikacijski nivo dvigati. Ne, tako da recimo, zdaj nisem prišel zmatran, ker tole srečanje je bilo ful ljubko, no, zdaj smo imeli, ne, to sta bila te dva fajn, no, in se je tudi pri njih doma komunikacija izboljšala, ampak smo pa imeli, recimo, zdaj tudi skozi debato droga. Zdaj, ker pač v naših odraslih glavah je veliko strahov okoli tega, ja, kaj pa če bo tisto, ne, in pa je tudi tako malo debata o drogi načeloma zelo obtežuje komunikacijo, ker pa je skozi, a si danes tudi vzel, a si, sem to tako, ne, kaj pa če bi se malo obrnili na to, kaj pa ta oseba dela, kaj bi pa rado v življenju dosegla, kaj pa bi, malo preusmeriti to optiko, ne sam, a si danes pokadila un joint, ali nisi. Drugač pa tako, no, lahko reče, da tisti, ki so zelo veliko se ukvarjajo z travo, so zelo zasvojeni. Par let je scena približno podobna, kot pri starih heroinskih. Govorimo par let, vsak dan kajenja nekaj jointov. Kako to, če dejstvo govorijo, da če kadiš travo, da enostavno ni za svoj? Ja, do tega ne vem, mislim, če to glih. Zdaj, pri drogah je tak problem tega, koliko človek dozira. Ne, alkohol, vedno reče, ne, več doktor prav kozarca rdečega vina, ni pa rekel, da 2 litra rdečega vina zvečer, ne. Mislim, tega meni je rekel za kozarca rdečega vina. Zdaj, ljudje, ki kadijo travo, ki jo kadijo rekreativno, odrasli mojih let jo kadijo in s tem normalno živijo, zdaj, ne, te, ki pa po 5 letih pokadijo 2 do 3 grame na dan, 12 jointov, 4 grame, tam pa ni več kaj dosti, pa scena zelo podobna in je tudi veliko izgube spomina, koncentracije, nervoze, živčnosti, ampak je pa trajalo 5 let. Tako da take imamo tudi, ki se izjemno težko znebijo. Poskušajo v bistvu znižvati
Se pravim, jaz ne morem nekako s tem, da bi imel 0-0. Meni ta absolutna abstinenca nekako. Vem pa, da recimo kolegica Sanja, po mojem, bo zelo drugače po koncu poletja trdila. Kakor prvakrat sem jo poslušal, no? Ko vem, da je pač vzpostavitev abstinence, ampak to so neki pogledi, ne? Ki mi pač hudiča sploh ne vemo, kako ljudem pomagati, mi se še vedno vsi dobimo. Je samo naj zelo uspešno. A smem še jaz povedati? Matic, ljudje se med sabo razlikujejo in to so njihovi cilji. Eni nočejo, kot drugi hočejo, eni hočejo do neke mere in mislim, da tudi vsi lahko okoli nekaj naredimo. Tako da to, kar si rekel, hvala, da si to tudi malo občinstvo povedal, mi se nažalost srečujemo velike takih klicev, res, mislim, neverjetno za ljudi, ki so nekaj let na marihuani. To so take tragične zgodbe, to so takšni ljudje, ki jokajo, ki se ne da več nič narediti in ti ljudje niso ponavadi motivirani. To so 30-letniki, ki so že 8 let in ki so čist zavozili življenje in se z njimi ne da več normalnega dialoga imeti. Tako da nažalost tle sploh ne vem, kdo lahko pomaga, očitno niti pri tebi ne pridejo. Ne, mislim, to traja oren dolg časa. Drugač ne, kolegica Rozmanova je zelo uspešna. In se pravim, to je ravno ponudba, to je bilo fino, da je ponudba za ljudi, tako je Sandra rekla. Ljudje smo, gledajte, med nami ni nobenega duše dvojčice tukaj ni. Mi smo sem prišli, vi ste prišli, vsak na svoje življenje, svojo zgodbo, vsi smo čisto različni, samo vsi smo predstavniki iste živalske vrste, ki se reče homo sapiens, to je pa tudi vse, pa dvonožci smo. To je vse. Mislim, ti si na 4 kolesih. Drugač pa, in zdaj, kaj pomaga meni in kaj pomaga tebi, kaj pomaga Martini? Ne vem, enemu pomaga aspirin, tako da iskanje teh poti okoli tega je fora. Ja. Ampak, kako bi recimo ocenil stanje soočanja z zasvojenostjo pri teh zelo mladih? Jaz pa pravim iz ene vzgojne institucije, vzgojnega zavoda, kjer delamo s takimi mladimi. Ja. In dobivamo recimo mlade, stare 12-13 let, ki so že recimo od 11 ali od 10 leta redni uporabniki marihuane. In tudi pač se že dolgo časa opozarjamo na stanje, da se kot družba in kot sistem, del katerega smo ful prepočasi odzivamo na celotno stanje. Ne vem, mladoletniška psihiatrična obravnava mladoletnih oseb, recimo, če jih mi napotimo naše kakve tja, ki so suicidalni ali pa na meji, pridejo tja, jih vprašajo na polju, recimo konkretno, a se boš še ubil, ne boš se, okej. Nadijo kljuca in ga pošljajo nazaj v zavod. Jaz sem bil zdaj na vsaki 14 dni imam ponovati kakšen tak razgovor. Zdaj, tvoje vprašanje je bilo, mislim, soočenje zdaj tako. Pa ti si rekla, gre trave tudi to, ne, da recimo... Imamo te primere, ja. Težko. Mislim, ja, mi tle si glih čistega vina ne nalijamo glede tega, koliko mladi pa nas že kadijo. To se dolg časa pač drži dol, tudi ja, 10, 11, 12 let stari, imajo lahko že 2-letno izkušnjo in so že na dobri poti. Zdaj, odnos do teh snovi je tist, kar ne bi pač ljudem vzgojili. Odnos do snovi. Zdaj, tvoje vprašanje je bilo to, kako... Jaz se sprašujem, zakaj kot družba tako spimo, ali kot družba strokovnjakov, zakaj tako spimo, ne? Kralj Matjaž je šla že 11-krat brada okoli, ne? Veš kaj, ne upamo si, no. Jaz mislim, da si ne upamo, mislim tudi pogledati, recimo, ne vem, jaz se lahko povem, jaz mojim pač, ko recimo pri travi, mi pač začnemo s tem, da pač začnejo menjati travo. Ker pač enostavno vsebnost THC ali pa CBD-a je pač totalna razlika, kaj ti kadiš. In ta, recimo, ki ga imam zdaj pred očmi, ki je fant tako, kot bi verjetno lahko klical, se pravi 5 let ni šel iz stanovanja, 5 let, 5 gramov na dan, hudega skanka, ki je izjemno močen. Zdaj menjava na nekaj, kar ima več CBD-a in manj THC-a je že, ampak njemu, da rečeš 0, ni šans, ne? Ampak on je res delati za bredo, ne? Zakaj spimo? Pojma nimam. Mislim, tle so lahko sistemske težave, je to. Mi smo imeli včasih urad za droge. Urad za droge je pač država, pametna država ukinila in je to naredila enega človečka tamle, ki sedi na Ministrstvu za zdravje in vsakega pol leta revidirajo seznam prepovedanih drog. Moji tamali, recimo, večino snovi, ki jih dobivajo, naročajo prek interneta in prihaja legalno preko naše carine.
Zato, ker tega ni na seznamu. Zato, ker seznam bo čez pol leta. Čez pol leta bodo internetni providerji že nove snovi. Tako, to je neskončna igra. Ne moreš sedeti zdaj ti na pol leta, dati 12 birokratov, lahko pa reči, ti, a bomo zdaj tole gnojilo dal gor, a seveda ga bomo, ne? Medtem je že 5 novih, ali pa nekaj iz farmacevtske industrije ven ušlo, ker je vse na terenu. Ne? Tako da enostavno ni odzivnosti, zato ker ta tema nobenega ne briga, dokler ne zadane njihove družine. No? A veš, tle, ne vem, mi smo na magistratu, recimo, ko je kolegica iz Stigme, no, ko je imela, pa smo imeli tematiko, kjer so pač še vedno odvržene injekcijske igle in so vsi iz tega norca delali, je prišla z interaktivnim zemljevidom Ljubljane, kjer je 42 lokacij, med drugim seveda Zmajski most, ne, ki je turistična atrakcija. Ne. Zato, ker v Zmajski most, noter v tiste litoželezne dele, noter so kupi igel. Noter se meče, to je stara fora, to vemo pač. Ja, ne, Belvi, recimo, Belvi je pač itak, ne, da ne govorimo pač 42 lokacij. Je dala pač takole laptop, pa zemljevid, pa je rekla, lejte, ne, dokler ni nekdo rekel, joj, v tem igrišču se pa moj otrok igra, ne. To je pač, tle smo, ne, tako da, ne vem, tako da, ti si rekla, kaj bi se dal, jaz načeloma sicer sem zelo, glede na situacijo, ko imamo, sem dosti podpornik legalizacije marihuane, iz razloga za tega, ker bi pomenili več pač pozitivnih vidikov, se pravi davki, ki grejo v dobro preventivo, mislim, mi te scene enostavno ne moramo več ustaviti, če se na glavo postavimo. Ne, moji vsi, jaz imam več kot 40 mladih, vsi kadijo travo, ves čas. Tako da o tem, jaz ne moram se več pogovoriti, ne moram se, tako da meni so tem... dobijo, kaj se to cenovno ni toliko zelo drago. Ja, pa vse moš biti ne? Ja. Denar ni noben problem, denar se dobi, denar pride, gre. Ne kradejo, ne, moji ne kradejo, dobijo. Prodajo, kaj tudi delajo, se konc koncev, če grem prek študenta delati, pa delam 14 dni, pa dobim 300 evrov. Kdo mi pa, kaj jaz, kje zapravim 300 evrov? Koga to briga? Zdaj lahko si kupim nove superge, MP3 player, novega iPhona, ali pa 61 gramov. Realno si moramo pogledati, kje živimo. Mi smo zamudili vlak pred 15 leti smo ga zamudili. In ga ne bomo ujeli več. Zato jaz pač načeloma bi rad, da bi bile stvari, da bi se ustavili pač kriminalne združbe, ki se s tem ukvarjajo. Se pravi, da je še vedno, da je tisto, kar je legalno, kar je kriminalno. Denar, ki se dobi preko davkov, da se vlaga v kvalitetno preventivo, kar pomeni, ne, ampak nek si ravno rekla, imamo težave v osnovni šoli, v drugi triadi, načeloma šole ne dovolijo, da se o tem govori. Ker to je pa za njih, to smo ostali za cajtoma, ne. V drugi triadi pa nič ne vejo, ne. Vejo. Mi smo imeli, ne vem, zdaj se spomnim najmlajšega dilerja kokaina je bil star 10 let. Pa je po šoli razdaljeval? Ja, seveda, tam je veliko, tam je prodajal, zdaj se pač delal biznis. Tam zdaj je imel starejšega brata, starega 20 let, pa je brat mu odstopil en del. Tako da v osnovni šoli, ne pa tega ravnateljci reči. Ker oni tega nimajo, pa se bodo starši začeli spisati iz šole. Ja, mene pa te legalizacije, tako ko slišim, malo moti to, ker se govori o legalizaciji, ampak mislim, da nikjer ni legalizirano za 15 let stara, potem za 26 plus, nekaj takega, mislim, povedal. Nikjer ni za 15, ne? 18. Ali 21, ja. Ja, ne. Ker je vrta razlika, če ima nekdo končano izobrazbo, pa je že malo, mislim, ve, kaj je življenje, kot še po 15 letih, ne? Da se pri nas, recimo, ko se govori o legalizaciji, nikjer ne omenja ta starostna meja, tako da v predlogu mislijo, da bo to za njih legalizirano. Ja, otroci mislijo marsikaj, v predlogu zakona je 18, seveda, 18 plus, in tudi cena je v tem primeru seveda potem višja in je cena na trafiki. Se pravi isto, kot so moji škatle cigaret, ki ima gor pač tole, kar ilegalnih cigaret ne bi kupoval tukaj, ker so tudi ilegalni čiki, se pravi potem draže in to je za 18 plus. Ampak
Mislim, mi tega, da reč, mislim, tako, v stavu mi lahko sedimo tukaj v kožu 2 meseca, ampak in razpravljamo, ampak tega ne bo nihče več v stavu. Koliko je dejansko tudi kakšna letna prodaja marihuane, recimo v Sloveniji, so to res težke tone. Tako da, ni šans. To je res žalostno, da. Ja, ampak jaz bi se rad vprašal, ni samo, jaz bi se vprašal, zakaj? Lahko vprašam nekaj čisto... Zakaj imajo to? Ja. Lahko vprašam nekaj čisto z vašega vidika. Ja. Zdaj pravite, relativno poceni je. Zdaj, če se bo legalizirala, bo dražje. Bo dražje in s tem bo večji socialni problem, da bojo tisti, ki do tega pridejo zdaj. Kako vi gledate na to? Ja, mislim, meni se bi bistveni del tega vprašanja o tem, kaj bi se tisti delež, ker država itak pobere, ne se trošarino, ne? Ja. Kam bi se ta denar vlagal? Se isto velja za loterijo. Ja, isto velja za loterijo. Ja. Zakaj se ne daš Ja. drugam? Ja. Ne razumem. Ja. Mislim, seveda bo v takem primeru bo dražje, ne? Sam to situacijo imamo že zdaj. Sam da je na črnem trgu. Najcenejša trava, ki jo lahko dobijo moji mulci, je 2 evra na gram. To je res pocen, ne? To imate vsi zdaj že. Koliko gramov uporabijo? Ne, 1 gramček je za 3-4 jointe, no, recimo, če malo. Kaj to potem? 3 cigarete, 4 cigarete, če malo. Ja? Ampak ta je slaba. Se pravi, ta je tako zvana pokvarjena trava, ta je tiste, ki jo dilerji špricajo z peroksidom, z raznimi stvarmi, da bolj raste. Nam padajo dol, nam pri pouku skrat padajo, ker se onesvestijo. 5 evrov na gram je zelo pocen domača. Se pravi, tisto, kar je doma vzgojeno. 10 evrov na gram je pa dober skank. Včasih pa traje, tak čas. Ampak za 10 evrov bi se nekaj dobiš, se pravi 10 evrov ni tako pocen, ne? Ja, se pravi, ta razlika, se pravi se že, ja, ampak se pravi, trenutno imamo situacijo, da tisti, ki so revni, kupujo najcenejšo in najslabšo robo. Tisti, ki so pri denarju, kupujejo boljšo robo in dražjo. In je spet ista razslojenost. Sem to je tako povsod tako. To je eden od korenov problemov, ki jih imamo, da imamo razslojeno družbo, kjer bogati si lahko. Ampak to, seveda je tisto, kar bo dražje v trafiki, za moje pojme, kar bo dražje v trafiki, vprašanje, kdo si bo lahko, ampak še vedno bo pa se ravno rekla, 15 bo pa 15 pa ne bo smel kupovati. Zdaj, kako bomo mi to nadzirali, če bomo kdaj nadzirali, pa nihče ne ve. Mi smo šli zelo, zelo daleč. Ker imamo en tak čuden, hektičen odnos do drog, kot si ti rekel, na splošno v celi Sloveniji. Ker o tem tako malo, o tem se ne bi pogovarjali, pa bi. Meni so v bistvu šele policisti so povedali, da je toliko, recimo, da je 170 snovi zdajle na cesti. Kakšni testi, mislim, testi zagrabijo 10% snovi. Ostalo je pa vse, ali prek. Tako da, šlo nam je iz rok. Pravim, da se tudi naučijo polgulfati, pa prelisičati, pa to, da ne... Dobro, to itak, seveda, ja, seveda, ja. Zato mislim, da testiranje ni nekaj, dobro, ne. Tako da, daleč smo šli in mislim, da je bilo zelo veliko premalo vloženega v pametno preventivo, v pametne pogovore o tem, predvsem, veš, ki si je, kar Sandra žalostno je, ampak še vedno, zakaj pri nas taka potreba potem, zakaj imamo tako stopno samomora v konc konca? Zakaj so pri nas ljudje nesrečni? Zakaj ni fajn živeti tukaj? To so problemi družbe. So problemi družbe. Veš, mi pa smo odraščali v drugem svetu, verjetno veliko vas. Smo imeli druge ideje, drugo motivacijo, drugo pot v življenju smo obrali. In imamo občutek, da ni bilo toliko droge, mi nismo toliko tega sploh gledali, iskali. Druge stvari smo počeli. Več smo se športom ukvarjali, več smo se družili, več je bilo glasbe, ne vem. Ampak družbe niso naredili naši mladi. Družbo se ustvarjamo mi tisti, ki tle sedimo. Torej, hočeš reči, ja. Mi ne. Tisti, ki smo izvolili. Ne, mi smo družbo naredili točno, Slovenija ali pa Hrvaška, 25 let, to, kar smo naredili, to imamo. Sam rezultira se žal na teh mladih, ki vidite, ogromna številka se jih letno izseljuje, da niso več rezidenti naše države. Samo so pa nazaj preselili.
Ja. Tudi vse, to bo, ja. Vse, zato ker je življenjski standard v Seveda. Sloveniji definitivno boljši, Ja. se preselijo takrat, kadar imajo male otroke. Ja, vse, ja, no. Ampak kako to, da govorite o tretji triadi za šole, da bi bilo dobro, kaj pa? Ne, jaz sem rekel, da v drugi osnovne šole ne dovolijo običajno, da bi se delal pogovor o drogah. Se pravi, šole, osnovne šole, se pravi, to je 4., 5., 6. razred, so še vedno na stališču, da gre za premlade ljudi. To je skregan z realnostjo. Je bilo v naših letih dejansko tako, ker jaz iskreno, če sebe govorim, do 14. leta meni se ni sanjal sploh karkoli, pri 15. se mi je začel pa zelo sanjati, no, ampak pa se mi je svet odprl. Ampak da bi pri 10. mi nekdo res nisem imel kaj dosti pojma o tem. Ampak dejansko je čas šel naprej. Če imaš Facebook in Instagram. Ja, ne. Tako da pri tvorjenju neke pametne preventive pogovora naletiš na to, da ne, veš kaj, imamo vedno ta zaplet, ne, da prezgodna preventiva je lahko, da bo nekoga stimulirala. Za mene je to ful smešen argument, ker ja, vse včasih pridemo, ko imamo kakšne teme, pa je vedno kakšen fantiček, ki je v kakšnem razredu, ki je dejansko pristno šokiran na tem, če nekaj poveš, je tako, a res, ne. Tudi v srednjih šolah, v srednjih šolah delamo, prve letnike recimo in je tako, razred se hitro vidi, ne. 15 je onih, ki že jaja, v redu je, ne, vse je cool, ene 5 je pa mogoče onih, ki so malo še tako, a res, ne. Ampak jaz ne vidim tem, da če govorimo o tem, da bi delali promocijo, ampak vedno je strah ljudi, da če boš o tem govoril, boš delal promocijo in jih boš na to, ker je v tem času take pretočnosti informacij, to ful malo naivno, no. Ja. Preveč informacij dostopnih, niti se ne zavedamo starši, kako pridejo do teh in nimaš. Ne, to je šlo, ne. Tako, v mojih sajtih je bil, ne vem, eden pač pri nas v osnovni je bil na neostiku, no. Tako on je bil itak punker, pa se je itak skozi pretepal, pa je bil skozi krval. Tako da on je bil na neostiku in to je bilo vse, kar smo vedeli, da on pač lim. To je bilo vse. V srednji smo pa začeli mi eksperimentirati, ampak je bilo dosti drugače, no. Recimo, zato sem vam rekel, ta scena heroina je bila zame, pač moji prijatelji so sicer pol eni šli naprej na to, ampak meni pri 15-16 je bila popolnoma nedostopna. Ne? Ali pa, ne vem, scena LSD-a, recimo, ko smo vedeli, da nekateri sovnika tripajo, ki so stari hipi, ampak smo se jih bali. Ne? Tako da mi smo imeli pač zelo, to je zdaj, če greste tukaj dol, boste videli, da se te scene čist prepletajo. Starejši z mlajšimi, tako, kako smo si lepo popestrili tale večkrat. A pa se še ni. A je to zato, preden postaneš recimo čustveno zrel, si že v kar precejšnjih letih. A je zato mišljeno, da v teh razredih še ne bi razlagali to, kar ste prej govorili? Ker so otroci inteligentni, zelo, ne? Vsaka generacija je bolj vesoljska, ampak čustveno pa niso dozoreli, ne? Jaz sem nikoli nisem razumel, zakaj to. Zdaj, ker za me so pač otroci kompetentna bitja od majhnega, kar pomeni, da štekajo stvari. Čustveno, zdaj pa je vprašanje, koliko so zreli, ampak imamo veliko odraslih ljudi, ki niso čustveno zreli, ne? In tudi eni nikoli ne bojo, ne? Tako da zdaj čaka, da bomo vsi čustveno dozoreli, lahko do smrti čakamo, ne? Jaz vidim, da pač te informacije, pogovarjati se v stvarih, biti odprt, je vedno dobro. Da se jaz sprašujem, ne, zakaj šole ne marajo tega. Ja, ampak jaz nisem nikoli razumel njihovega argumenta, veš, nisem nikoli. Ja, vem pa, da recimo tudi na Prešernovem trgu v soboto, če je nekdo, pa pač majhen otrok vpraša, mami, kaj pa stricem? Se otrok ni neumen. Ne? In pa je pač bolanje, ne? Aha, ok, se pravi, zdaj gremo po tej logični strukturi. On je bolan, samo neko bolezen. Zakaj se pa ne gre zdraviti? Pa smo tam, ne, kako zdaj to odgovoriti, ne? Tako da 4-letniki, 5-letniki imajo v bistvu najbolj modra vprašanja, zato ker imajo tista klasična filozofska vprašanja. Zakaj pa tale tukaj tako čuden zgleda? In zdaj bomo mi pa 9-letniku, 10-letniku, ki ima veliko bolj razvito kognitivno sposobnost, mu pa tega ne bomo o tem, ker so pa videli že toliko filmov, pa se, ne, pa se,
v filmu vidiš, pa vejo neki, ampak imajo tiste čudne neke informacije. Kaj bomo čakali, da bodo te informacije dobili od vrstnikov, ki imajo še manj informacij in so vsi, ki je pač nekje nekdo nekaj slišal. Ne? Ali bi bilo nekako odgovorno od odraslih, da mi rečemo, ok, danes bomo pa odprli temo. Samo to je zelo težko, no, to je tako temo za nekatere. Iz preprostega razloga, ker se potem moraš tudi. Ja, kaj moraš? Se razgaliti. Ja, razgaliti, ja. Ja, pa se je težko govoriti o seksu z otroci, ker mi tega ne počnemo, ne? Pa po kriminalu pa lahko, pa o prelivanju krvi pa se. Ne, seveda sej, to je pa ravno ta tabuizacija cele družbe. Ne? A kaj, recimo, zakaj se ne pogovarjamo o tem, da se toliko in toliko mladih ljudi reže? Ne? Recimo, včasih so celi razredi, ki so vse porezane. Zakaj se režejo? Isti razlogi so, kot sem prej rekel. Ok, eno, drugo, tretje, četrto. Stiska je, lahko je iz družine, lahko je vrstniška, ti si omenil. Lahko je ljubezen, lahko je to, lahko so slabe ocene, lahko je to, da so mi dolg časa govorili, koliko sem grda. Zakaj se režeš? Zato, ker je to sprostitev bolečine, ki je lažje kot preživljati psihično bolečino, ki noter boli srce. Če rečem malo poetično. Pa zato, ker te tle noter stiska, je v bistvu dobro transformirati v to, da to narediš. Ampak o tem ne govorimo. Zato, ker bomo biti raj tih, ker če bomo tih, tega ne bo. Ne? To je tako, kot oni mehli, ki se pokrije, pa reče nime. Ne? Mi se vsi delamo tako. Ne? Tako da, vem, da so težke teme, ampak kaj čemo? To je življenje, ne? Vi kaj delate s temi 40? Ja. Kaj je bolj, ki je več premika pri tistem, ki ima notranjo motivacijo, pri tistem, ki ima zunanjo? Opa, kaj pa ti delaš v življenju? Da tako, fajn. Ne, notranje. Zunanja motivacija, ki je prisila ali pa nekaj, lahko je štart, ne? Lahko je štart, recimo, zdaj to je ful smešno, no? Če bi vam to starši, se predstavljate, naredite si domišljijsko sliko, dva starša čisto razkurjena, sta nekaj odkrila, njihov sin je pa zdaj odvisnik, ker je nekaj pokadil in zdaj poka in ga pripeljajo, tukaj ga imate, pošlihtite ga in mi gremo. Ne? Se pravi, začetek je prignan z verigo, kot jaz rečem. Ne? Se pravi, tako, nekam je mogel jati, še celo morati k enemu psihologu, ker je itak, mi smo itak malo čuknjeni, da pa že ona v šoli mu je težila in zdaj on tam je. Se pravi, začetek ni dober. Motivacija je zunanja, je prisila. Ti moraš še tja, drugače bo pa nekaj. Ko starša gresta ven in jih pošljemo na eno kavo, da se malo nadihata pa malo mirita, se scena zelo hitro spremeni. Kar pomeni, da pač, ok, mi se zavrtiva mogoče kakšen komad, pa ga hočem spoznati kot človeka. In seveda, če nekdo hoče na prisilo, pa nehamo. Ne? Iščemo passion about life, se pravi, strast do življenja, ki mora biti tlenot, ne? Ki je pa vsakmu malo drugačna ta iskrca. Ne? Ampak to je tisto, kar mislim, da veliko staršev tudi spregleduje. Vidijo zunanjost. Ne? To pač pravimo tudi nekako razložiti. Da vidi ga kot unga, perspektivnega, mladega človeka, ki je to. Po pravilu se vedno izkaže, da so v mnogih stvarih talentirani. Kakšna bi bila vaša? Poznate dobro stvari, definitivno. Veste, kaj se dogaja pri posameznih ministrstvih, ki so itak skregani med sabo, pa te treba imeti resorsko delati, piše kuči propalo, ker hoče imeti vsak svojo mošnjo pri sebi, ne? Tem, kakšen evropski projekti vse štrače skupaj. Ja. Kako vi vidite, kakšna bi bila za vas, pa dajmo znanstveno fantastiko, okay? Najbolj idealna možnost, ampak z vidika financiranja, delovanja vseh teh društev, oseb, ki delujejo na tem področju. Predpogoj za to bi bilo to, da bi politika koruptivno nehala podpirati dilerje. Zato vsi točno vejo, to je prvo stvar. Zdaj, tle je tak pretok denarja, tak enormen pretok denarja, da pač, ne, se pravi, govorimo 10.000 na dan, 20.000 evrov na dan in tako naprej. Ne. Se pravi, to je tisto, ker za tega se tudi nič ne premakne. Zakaj se točno za Ljubljano ve, kaj se tam dogaja in se ne premakne leta in leta. Tako da to je. Zdaj, drugo je pa to, da bi izstopili ven iz sistema razpisov, bi morali imeti enega odločnega človeka, ki bi v bistvu poveril to nalogo
organizacijam ali pa konzorcij organizacijam z jasnim nadzorom, ampak velik kos denarja, vendar z jasno kontrolo. Se pravi, tukaj pa mora biti neke vrste učinkovitost. Ne? Ja, zdaj, ker tam, kjer je veliki denar, je pač tudi mora biti, vem, da v naših strokah je težka merljivost, ampak Danci recimo so naredili zelo dober sistem tega, ki pri njih funkcionira. Oseba v bistvu dobi, oseba, ki ima težave, dobi 31 voucherjev. Ne? In prvi dan grem ven in rečem, jaz imam težave, se bom malo pogovarjala, ja, tako pa rečem, evo, dam ti ta voucher. Ampak jaz naslednji dan ne rečem, ne grem več njej, grem k tebi. Provam še tebe. Pa dam tebi tudi. Tretji dan grem pa k njej, ampak pri njej mi je pa fajn in pri njej ostanem. Na podlagi mene bo ona potegnila ven 28 voucherjev, bila pa vsak po enega. Kvaliteta, sem jaz odločil, kaj je kvaliteta. Ne? Danci imajo tudi dva ombudsmana, ki se menjata, se pravi dva varuha pravic, ki se menjata takole, po 2 letih so volitve, kjer je več naredil, in ker ni naredil, se ga odstran. In se imenuje noga, tako da med sabo tekmujeta, če hočete, zato kdo je bolj, ne pravim, da je to idealno, ampak so neki principi malo bolj radikalni, ja, ampak ne. Tako da načeloma zame je to, da se pač odločevalc, ki reče, seveda pač eno je to, koliko denarja se sploh namenja, ampak reče, imamo toliko denarja, ki ga bomo res namenili preprečevanju, recimo, zasvojenosti. Ok, imamo tokle, ampak ta denar se poveri konzorcij organizacij z jasnimi cilji, da se točno ve, kaj bo sledelo. Ne, da jih razdrobim na tavžent kosov. To, kar je zdaj princip. Ne pravim, da bi morali mi to dobiti, ne pravim, da bi up moral dobiti, ne pravim, da bi stigma, nema veze. Če bi skrb se povezali, pa bi dali program, ki bi rekli, mi imamo cilj, ki je takšen, jaz mislim, da bi lahko seveda tudi od odločevalca v bistvu rekli, dajte nam. Dokler pa pristajamo, ne. To je zdaj znanstvena fantastika. Povežete med sabo, a ste isti kot naše ministrstvo? Zaradi tega imamo taka ministrstva, nismo naš boljši. To je malo usoda, veš, to je tako. Mislim, to je bila zdaj znanstvena fantastika, ne. Drugač, lahko ti povem pa, ko v Angliji funkcionira zadeva, v Angliji se zadeve absolutno vse organizacije, vse nevladne organizacije odklanjajo kakršnokoli pomoč vlade. Meni so Angleži so rekli, you're a non-government organization and you get money from the government. You're crazy. Ne, oni samo, se pravi, oni iščejo alternativne vire financiranja, ki so, ja, se pravi, seveda pridobivanje drobnih sredstev, neke vrste crowdsourcing donacije in pa večinoma denarja dobijo iz podjetij. Ker dejansko družbeno odgovorno podjetje, dejansko, ne samo on, ki ima certifikat, družini prijazno, pa ne vem komu še, ve, da recimo zavarovalnica bi morala investirati v preventivo vsega tega, kar se pogovarjamo, ker drugač bo na drugi strani plačala veliko denarja. Isto ve tudi farmacevtska industrija. Zdaj, ker večina farmacevtske industrije v bistvu v lasti zavarovalnic. Tako da zunaj se financirajo od velikih zato, ker vedo, da je v bistvu boljš, da je družba bolj zdrava. Ker če je družba bolj zdrava, ljudje več hodijo v službo, so bolj zadovoljni in v bistvu porabljajo manj storitev od zavarovalnic, ker pomeni, da so manj na bolniški. Ste tako, veste, tako. Daš pa ne, od tega in pa so da dobro. Angleži zdaj, dokler ni še Brexita, še vlečajo sredstva iz Evropske unije, ampak drugače pa dobro bodo. So pač ne, ampak te projekti, ki so evropski, so zdaj čisto drugačne štimani. Dač pa tam je bila lušna, ko smo bili zdaj na konferenci v tujini, so se mi Angleži smejali, tako kao. A pri vas nekateri nevladniki razmišljajo, da dobijo denar od vlade. There is something wrong. A ne, se ti neki ting. Sam mi smo navajeni, da je to tako, ne. Ja, kje pa bi bilo pri nas kako tako družbeno ozaveščeno podjetje, ki bi bilo pripravljeno podpirati to? Veš kaj, se stvari, mislim tako, zdaj kolegi so že šli tudi na zavarovalnice, zdaj probati eni drugi, z ene druge organizacije, sorry, ne vem še, kaj so dosegli. Mislim, premika se, ne, sej, ne vem, zavarovalnice so, te, ki so pač veliki dobičkari, ne, vse je tudi res, da se zelo veliko, zdaj da te mislim, ne, se na njih se ogromno ljudi obrača z
prošnjami za nekaj, ne vem, da včasih Mercator je dobil recimo po 200 prošenj za donacije na dan. Zato je pač najbolj enostavno, napišeš mail, evo, glih, kar se kotalkam, a mi daš Jurja, da sem kotalkal, ne, vsi sponzorja, ne, tako da enostavno gre tudi za to svojo idejo zelo dobro predstaviti, pa najdete na drug stran sogovornika, tako da ne vem, bomo videli. Ampak ni, kaj pa ve, mislim, ali bo ta družbena odgovornost prišla v esenco, da je pač dejansko vračaš v družbo to, kjer je manjko, ali pa si sam napijaš, da si pač tako družbeno odgovoren. Tako da ne vem. Tujci so malo pred nami, no, tako, meni to zelo, jaz kada grem v tujino, pa imam vedno kulturni šok, kad prijem v Slovenijo nazaj. Sem zamorjen ponovati, ker zunaj ene stvari res dobro laufajo. Tudi niso negativistični do idej, to mi je najbolj všeč. Načeloma najprej rečejo, dobra ideja, dajmo jo razviti. Če ne oddelala, bomo jo poiskali novo. Pri nas, kad nekaj rečeš, ti rečejo, to zihar ne oddelala. Ker, zakaj ne oddelala? Ja, zato, ker smo mi že to leta 2 pa 3 proba. Pa nisi tega probal. Da si to, ne, ampak to zihar ne oddelala, zato, ker pri nas nič ne dela. Tako da, ne vem, mogoče pa, kaj pa vem, no, me prav zanima. Eni kolegi so šli zdaj en krok narediti po zavarovalnicah in jim probati predstaviti to, da vlaganje v družbo prinese benefit. Ne? Se pravi, da je potem ceneje živeti tukaj, ne? Manj potrošno. Dejansko je to boljš, če vlagaš, ne. A smo že utrujeni? A smo malo zašli s tem, smo, ne? Mislim, vprašanje vedno tako malo pripeljajo, da se kaj drugega reče, ampak Matec... Imamo še 15 minut? Fajn je, ja. Tako da približno tle nekje zaključujemo. Če so še kakšna vprašanja in prosim, da ne pozabimo na koncu aplauza za... Joj. Kako ste kaj? Ste vsi v redu? Imate ok? V redu. Ak je novega? Boste vi povedal, kaj je novega, več veste. Bomo šli na internet, bomo videti. Bomo šli na internet, ja. Ja, recite. Samo prej, ker ste rekli, kako te mali znajo vprašanje postaviti, ne? Zdaj eno sliko zgodnega otroštva mojega sina, ki smo v polju živela. In tam, v tistem našem bloku je bil pač narkoman. Ker mu mama ni pustila, vsi smo imeli zelo majhna stanovanja in mama mu ni pustila v stanovanju se drogirati. In on je to počel v kleti, ravno tam, kjer so tudi mi, torej jaz imela to svojo klet, ne. In torej bil je v takvi drogi, to pomeni, da vsakič, ko je se to šprical, in tist, ne vem, neka kri ostane na šprici, ne. Ja, zdaj, ko se pač potegne noter, pa se pa šut zda. Ko se Dokaj se potegne, ne, ja. In ko je to zelo grozno, ne, torej tista tam, ker sem imela pot v tisto najmo klet, je bila stena, mislim, s tistimi šbrizgi krvi, ne. In zdaj jaz pridem, recimo, pač sin je hodil z mano v kleta, ne. In zdaj jaz tem se ne spomnim, je on po mene spraševal, ampak vem, da sem bila vsak, v bistvu mi je pa sitno to gledati, ne. Ja. In sem si mu pač razložila, da tam ima ta človek res, torej kaj počne, da si vbrizgava smeri, ki mu zelo resno škodijo, in da ima ta človek velike probleme sam s sabo, ne. V bistvu je bila to moja preventiva, da ne bi imel otrok slučajno, da je mislil, da je to neko frajersko dejanje, ne. Koliko je bil pa star? 4 leta. 4 leta? Ja. In, kaj sem pa reči? Sorry, da se ne zmedem. Ja, mislim, v bistvu najbolj grozno je bilo to, ne, da je tiste klice, vidite, že tako so umazana, smrdljiva, pa še tista kri tam po stenah, ne. In meni se zdi, da je to res ena taka bedna in težka podoba narkomanstva, ne. Ja. Ampak, no, moram povedati, da moj sin pri 15 precej trampokrič, ne. Ja. Torej, moja preventiva več kot očitno neplodnost. Ne. Ni vse v istem košu, po moje ni. Ne mi zavest, da reči, imam nobenega od moje starosti, te starosti, ki ne bi kadili trave. Vsi, 100%, pa meni 100%. Tako da to ni zdaj, imamo šole, kjer jih je pač po 95% vsi kadijo travo. V Ljubljani. Te pravim, nisem mali že tako, mali narodni se o tem pogovarjati. Pa kaj vidiš ti agentniku reči? Točno to, kaj gospod.
Me zdi, da je super naredila. Zato je, ker je bila iskrena, ker je pač povedala tako, ker 4-letnik lahko razume. Pa je kdo v tej državi, da bi rekel, da tako obnašanje, ta dejstva, ja, tako življenje, kot ga imajo 12-15-letniki, 95%, da to ni v redu, da to ni vrednota. Zdaj govorite o starih časih, v letu 47 v Novi Jugoslaviji seveda nesmiselno, pa se bo smejali, ampak na nek drug pristop pogrešam. Končno tudi, ne bom rekel obsojanje, ne bom jaz obsojan. Nekaj spremeniti, mislim, pogled, brezbrižnost bom rekel. Mi jo imamo 40, 50, 60 let glede alkohola, zdaj smo dodali še to brezbrižnost. Do droge, do konzumacije, jaz vidim kot brezbrižnost, kot veliko, mislim, kot zaskrbljujoče veliko. Kaj? Adi Smolar. Bog ne daj, da pcrknil televizor. Lepo parkirani pred televizorjem, sestra ne ve, a je noseča ali ni, tam malo je pokado malo travce, a je to tako mata, ne? Ne, vsi v redu, vsi lepo fino odtujeni. Samo da je zdaj še dodatek, ker ste vi rekel, recimo še internet, ne? Ker je bil se zdaj ta škatla, prej bilo, še par let nazaj je bilo tako, da računalniki so bili rezervirane škatle za mlade, televizija rezervirana za starše, ne? Da je pač tako, zdaj računalnik, tam mladi, mislim tako, večinoma se itak na telefonu. Tablica, telefon. Moj telefon je par tisočkrat močnejši, kot moj prvi dejansko una škatla. To je stroj, mislim, to je neverjetno. Pa tako velik, ne. Odtujili smo se, no. Nekaj bi že bilo, da bi skozi neko kampanjo, ko je mogoče ne ljub izraz, povedali mlajšim ljudem, da te zadeve grejo v zelo slabo smer, da ne vemo, kako se bo to končalo. Vse te odvisnosti, kemične in nekemične. Ampak ne vem pa na kakšen način. Jaz ne bi pri mladih, jaz bi pa tlele vse našo generacijo, ki lepo doma vzgaja točno s telefonom v roki. To pa jaz. In grejo lepo na večerjo. Slab primer. In sta oba dva, mislim, odtujenost je, no. Odtujenost je, ne. Tako, vsi niste začeli s tem, da se ne pogovarjamo več stvari, ne. Mislim, zdaj danes... Ni potrebe. Pa bi morali. Sam še SMS-e pišemo, se to neverjetno, ne čutimo več potrebe, da bi šli na kavo. Mislim, malo pretiravamo, pa je tako, verjemte mi. Iz sobe, iz otroške sobe, v dnevno sobo dobiš SMS, a ti ko za jesti. Ja, samo to, da je večerja na mizi, da se je ta SMS začel, dragi moji, to ni od včeraj. Ne, to pa ni vse tudi sam na družini, se pravi, ta vpliv celotne družbe, v kateri živimo, zelo hitro tudi prevaga. Starši, tisti, ki ste starši, imate svojo moč do določene mere. In ste nekaj trasirali, nekaj dali, pa kar enkrat začnejo prevzemati drugi liki, ki so celo abstraktni liki, ki so imaginarni liki, izmišljeni, risani, taki in drugačni, ali pa pač neki zvezdniki. Ampak so pa fajnti liki, kot Maček Tom in tako naprej. Ja, ampak na nek način smo vedno to imeli, ne? To pa res smo vedno imeli neki liki. Ampak ne vem, mene recimo Double Fine je meni, jaz znači se to, eni že veste, da se pač potapljam, mi tam na Punti, v Piranu, lepo ni signala, GSM, ni Wi-Fi-ja, jaz telefon itak doma puščam. In se pač tudi mladi, nekateri sicer ne želijo tam biti, ko vejo, da ni Wi-Fi-ja. Dejansko se umaknejo, zato je prav ne, jaz tukaj ne bom. Ostali so pa z nami recimo cel tabor. Nekaj naslednji teden gremo za 4 dni in bomo tam pač absolutno brez telefonov. Od jutra do sutra. Ne rabiš, kakšen telefon? No, vi in vaši športni kolegi so vendar izjeme, ki potrjujejo pravilo, da smo 99% Slovenci in drugi odvisni od tega, bolestno odvisni. Ne, mi se pa takoj vrnemo v ta življenje. Hoče reči, da tam imamo neko oazico miru, kjer vsi si pustimo. Začasen izstop iz tega, kjer se poskušamo pogovarjati, se videti na kavo, neki reči, kako si res. No, saj vidiš obe plati, ne, vi vidite obe plati, mladi jih pa ne vidijo. Vprašanje, če pride v situacijo. Kot smo rekli na dopustu, vključno starši, vsak svojo tablico, a je 4G signal ali je 3G signal, tukaj je problem. Ja, da so tle rešitve, no. Moji prijatelji imajo škatle za čevlje. Škatle za telefon. Ja, ki za telefon, ko prideš. Znači, v naši družbi, kadar se dobimo, imamo to, da izložimo v piramido in prvi, ki se dotakne, plača rundo. Ki dobro, gleda to, da jaz sem rojen na Gorenskem, recimo, jaz sem ne dotaknil, neč.
Je pa kolegica ena, je že parkrat, mislim, noro je to, da smo se mogli samega sebe disciplinirati, ker je res noro, da se ne moramo zmeniti, ker ljudje pa rečli, kaj če se 1 uro pogovarjala mitva, ne? Ampak so nekaj, imam pa, ki imajo pač škatlo začeli, to je za telefone, ker prideš ga oddaš. Ne? Da si prišel na obisk hudiča, ne? Ampak, ne vem, že tudi jaz, ki grem na gledališke predstave, to tako, mislim, še vedno zvoni, ljudje imajo težave, se celo javljajo, mislim, tako, ampak, ne vem, delec smo šli, no, tako ste rekel, delec smo šli, tako da ne vem, dvomim, da tole obstaja. Par let nazaj, čist kot smešna, žalostna epizoda, mislim, da bi Kreslina pa Šukaju, Cankaju, Centru, jaz sem bil v prvi vrsti balkona, občasno sem pogledal dol, 10, 15 ali 20 lučk se je svetlil, ker so gledali, če je prišel SMS. Po 15 minutah so začeli gledati, če je kaj novega. Mislim, to je za znoj. Včasih smo na koncertih tako, ne? Z mobitelom. Je pa tako, ja. Obup. Greš na koncert, pa so vsi tako. Ja. Tudi to. Ja, zdaj smo pa res. Matic, jaz predlagam, da zdaj v tako dobrem vzdušju vse ne Samo. zaključimo. Samo.